V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, ne bo vedno z vami vsemi. Jezus je rekel svojim učencem, niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas in vas postavil, da pojdete in urodite sad in vaš sad ostane. Ta vstopni spev služi za vstop v današnji praznik, ko se spominjamo svetega Matije, apostola. Apostolska dela poročajo, da so apostoli na mesto Juda Iškarijota izvolili za apostola svetega Matija. Legenda pripoveduje, da je pozneje deloval v Etiopiji in umrl mučeniške smrti. V kalendarju vesoljne cerkve njegov spomin 14. maja, pri nas pa že od nekdaj na današnji dan. Ker je pa danes sreda, 1. 8. tedna, vas povabim, da skupaj zmolimo večernice, ki jih imamo tukaj na ekranu. Pa lahko v te večernice povežemo vse naše želje, hrepenenja po blagoslovljenem postnem času, da bi se dobro pripravili na te praznike. Ti me varuješ, Gospod, ne bojim se nikogar. Gospod je moja luč in moja rešitev, zato se ne bojim nikogar. Preganjajo in napadajo me sovražniki, a se sami spotaknejo in padejo. Če se vname boj zoper mene, bom Boga zaupal. Prebival v njegovi hiši vse dni življenja in občudoval njegovo svetišče. Tako bom rešen svojih sovražnikov, ki me zdaj obdajajo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Ti me varuješ, Gospod, ne bojim se nikogar. Ko prnim po tvoji bližini, Gospod, nikar se pred menoj ne skrivaj. Slišal, Gospod. Moje srce mi veleva, išči Gospoda, zato ko prnim po tvoji bližini. Ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi, ne zapusti me, Bog, moj rešitelj. Gospod, naj živim po tvoji volji, zaradi mojih nasprotnikov me vodi po pravi poti.
Verujem, da bom gledal Božje dobrote in jih užival v deželi živih. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Ko prnim pa tvoji bližini, Gospod, nikar se pred menoj ne skrivaj. Kristus je prvorojenec vsega stvarstva, med vsemi zavzema prvo mesto. Iz oblasti temeje nas je rešil in predstavil v kraljestvo svojega preljubljega Sina. On je podoba nevidnega Boga Očeta, prvorojenec vsega stvarstva. Po njem in zanj je bilo vse ustvarjeno, on je predvsem in vse v njem obstaja. Prvorojenec je ostalih od mrtvih, da med vsemi zavzame prvo mesto. Tako naj po njem doseže spravo, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj amen. Kristus je prvorojenec vsega stvarstva, med vsemi zavzema prvo mesto. Molimo. Vsemogočni Bog, svojo cerkev si postavil, o Bog svetega Matija si izbral za apostola in z njim dopolnil apostolski zbor. Na njegovo priprošnjo pokliči v svoji ljubezni tudi nas med število svojih izvoljenih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Tistne dni je Peter stal sredi bratov, bila je skupaj množica kako 120 ljudi in spregovoril. Bratje, moralo se je izpolniti pismo, kakor je Sveti Duh po Davidovih ustih napovedal o Judu, vodniku tistih, ki so prijeli Jezusa. Bil je namreč prištet med nas in je prejel delež te službe. V knjigi psalmov je pisano: njegovo bivališče naj bo pusto in naj ne bo nikogar, ki bi v njem prebival, in njegovo mesto naj prevzame kdo drug. Potrebno je torej, da kdo izmed teh mož, ki so hodili z nami ves čas, dokler je bival Gospod Jezus med nami, od Janezovega krsta pa do dneva, ko je bil od nas vzet, postane z nami priča njegovega vstajenja. Postavili so dva, Jožefa Barsaba s priimkom Justus, pravični, in Matija. Molili so: Gospod, ki poznaš srca vseh, ti pokaži, katerega izmed teh dveh si izbral, da prevzame mesto v tej službi in v apostolstvu, od katerega je odpadel Juda, da je šel na določen mu kraj. Žrebali so zanju, žreb je zadel Matija in bil je pridružen 11 apostolom. To je Božja beseda. Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva. Hvalite Gospodovi služabniki, hvalite Gospodovo ime,
Gospodovo ime bodi slavljeno, zdaj in vekomaj. Boga je posadil med kneze svojega ljudstva. Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime. Gospod je vzvišen nad vse narode, nad nebesa se dviga njegovo veličastvo. Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje obosca, da ga posadi med kneze svojega ljudstva. Boga je posadil med kneze svojega ljudstva. Jaz sem vas izbral izmed sveta, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane, govori Gospod. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas. Ostanite v moji ljubezni. Če boste izpolnjevali moje zapovedi in boste ostali v moji ljubezni, kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostal v njegovi ljubezni. To se vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če izpolnjujete, kar vam jaz napovedujem. Ne imenujem vas le služabnike, kajti služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od tvojega očeta. Niste vi mene izbrali, ampak sem jaz vas izbral in postavil, da pojdete in obrodite sad in da vaš sad ostane, da vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. To je Kristusov evangelij. Bomo skupaj zmolili še Marijin hvalospev. Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje Bogu, mojem zveličarju. Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Spomnil se svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.